Ustavimo se vsaj za en dan. Ustavimo vsi, ki prodajamo svojo moč, znanje in vedenje za preživetje. Vsi, ki nismo lastniki kapitala, vsi, ki nam ekonomska stroka reče strošek dela, ustavimo se. Danes je praznik poguma in zavesti. Dan rdečih nageljnov že več kot 130 let. Rožnik ni zgolj tradicija, ni folklora nižjega in srednjega razreda, ker, če še ne veste, živimo v razredni družbi in smo torej drugo- in tretjerazredni. Rožnik je živ, rožnik je upor. Naj bo slovesno, naj bo veselo. Slišite? Godba prihaja. Naša zastava ni blagovna znamka. Naša zastava je simbol. Živel 1. maj! Dobrodošli na Rožniku, tovarišice in tovariši. V času, ko vladata sebičnost in pohlep, ko so padle vse maske in ne le covidne, ko sta laž in podtikanje postala samoumevno orodje za dosego najbolj pritlehnih ciljev, ki jim le stežka rečemo politični, je nesebično tovarištvo vrednota, ki ima težo ljubezni. Nekoč davno pa je zadišalo po pravičnem svetu, po svobodi, ki je vsenarodna in osebna hkrati.
Morda sta bila prav takrat upanje in uresničitev najbližje. Prav tovarištvo in pogum sta krasila borce in borke, ki so maja 1945 osvobodili Ljubljano. Prav je, da smo začeli druženje z neformalno himno Ljubljane. In prav je, da nas tu, nad najlepšim mestom, nagovori njen župan. Tovariš Zoran, beseda je vaša. Živijo 1. maj. Spoštovane tovarišice in tovariši, drage Ljubljančanke in Ljubljančani, mesec maj je mesec praznovanja. Začenjamo ga danes tu na Rožniku, po 2 letih teme, covida in po 2 letih Janševe vlade. Pozdravljam vse naše nove predstavnike in predstavnice Državnega zbora, ki bodo skrbeli za vse ljudstvo. Čestitke tu prisotnim in tudi tistim, ki niso prisotni. 7. maja vas vabim vse na pohod po poti spomina tovarištva, ker smo ponovno postavili naše simbole, rdeče zvezde. 9. maja Ljubljana, mesto heroj, slavi svoj dan. In zato hvala partizanskemu pevskemu zboru za ta krasen uvod z našo neuradno, uradno himno Hej brigade. Mene ni sram povedati, da slavimo Titove partizanke in partizani, tiste, ki so nam vrnili svobodo, ki so nam dali možnost, da živimo v svobodi, tedaj Jugoslaviji, in da na podlagi te nastala naša neodvisna država Slovenija. Torej, narod, ki ne spoštuje svoje zgodovine, nima tudi prihodnosti. In v Ljubljani spoštujemo svojo zgodovino, spoštujemo naše partizane in partizanke. Kaj ne rečemo o teh 2 letih? 2 letih nespoštovanja, 2 letih tvitanja, 2 letih delitev, žalitev. In mogoče celo prav, da nismo imeli praznikov, kajti teh 2 letih je bil paralelno tudi covid in živeli smo praktično v temi. Danes tu pred vsemi vami in v spomin in opomin našim poslankam in poslancem, ki bodo prišli v Državni zbor, sporočam naslednje. V Ljubljani nikoli več ograj, ne v glavah, ne na cestah. Nikoli več vodnih topov in nikoli več solzivca na mirnih protestih, ko se bere ustava. In da ne gre mimo tega, jaz verjamem v to reklo, ker sem otrok socializma, delu, čast in oblast. Pa temu bi dodal samo še to dobro delo ne dobi tudi pravično plačo, tako da bomo lahko vsi živeli nad tem, kar zdaj se dogaja, da imamo problem, nekateri imajo problem spraviti skupaj
konec meseca. Želim si, da bi nova vlada, ki jo bo vodil dr. Golob, ter ga verjamem, pripravila tudi popravek pokojninske reforme, da bi vsi imeli primerno plačilo v pokojnino, da bi lahko pripeljali do konca meseca. Pa tudi, da bi kaj ostalo za vnuke in vnukinje. To tudi mi starejši potrebujemo. Torej, novi vladi, novi koaliciji pod vodstvom Roberta Goloba, ki je odličen direktor in sem prepričan, da bo tudi izjemno dober predsednik vlade, vso srečo. In trdim, da bomo, kot je zdaj na smeh na obrazih, spet stali za to novo vlado in ji pomagali, da pridemo iz teh hudih časov čim prej v boljše čase. Leto, ki prihaja, ne bo enostavno. Ne bo enostavno, ker primanjkuje denarja v blagajni državni, ne bo enostavno, ker je vojna v Ukrajini, ne vemo, kaj bo z energenti, a bomo imeli zadost za ogrevanje, ne vemo, kaj bo s cenami goriva, ampak imamo vlado, ki vliva zaupanje, nimamo še, ampak nastaja vlada, ki vliva zaupanje in imamo državni zbor, ki bo skrbel, da bojo vsi v Sloveniji imeli iste vatle in iste pravice. In še nekaj Ljubljani na koncu, brez tega ne grem, vse to veste, da je Ljubljana najlepše mesto na svetu, to dvomi. Na tem našem Rožniku samo nekaj podatkov. Decembra meseca je komisija Evropska proglasila Ljubljano za najboljšo med vsemi dosedanjimi 20 zmagovalci zelene prestolnice Evrope. Se pravi, postali smo najboljši med tistimi, ki skrbijo za planet, ki skrbijo za svoje okolje, ki skrbijo za svoje ljudi. In v februarju, prejšnjem mesecu, zdaj smo že 2 meseca naprej, v februarju so nas proglasili v Evropi za najboljšo destinacijo v Evropi in 92% glasov je prišlo izven Slovenije. In to so tisti naši potencialni turisti. Konec koncev april je bila boljša zasedenost, kot je bil april leta 2019. V tem trenutku se v Ljubljani izvaja 100 projektov na cestah, kanalizacija, vodovod, kolesarske steze. Začeli smo delati Rog, ki se bo letos končal. Začeli smo delati bazen Ilirija, ki bo drugo leto končan. Pričakujemo gradbeno dovoljenje za atletični stadion v Šiški in pa za bazen Vevče. In da ne pozabim, v tem trenutku se dela v Ljubljani 250 socialnih stanovanj. Torej, draga tovarišice in tovariši, uživajmo v tem vremenu, uživajmo v tej zmagi, uživajmo, da se lahko ponovno srečujemo z nasmehom in uživajmo v partizanskih pesmih. Rožnik, Ljubljana, Slovenija si to zasluži. Še enkrat, delo, čast in oblast in pa živel 1. maj! Hvala lepa, tovariš Zoran. Dajmo mu še en aplavz, pot do mize je dolga. Nalimo si čistega vina. To, za kar so se naši predniki borili pred 130 in več leti in se je zdelo, da je izborjeno, ni več samoumevno. Nasprotno, vedno znova se moramo boriti in si izboriti. Mi ne prosimo, mi zahtevamo, ker brez nas ne morejo bogateti, ker je za pohlepnega še preveč premalo. V 8 točk smo strnili svoje zahteve, ki naj jih izpolni katerakoli že oblast. Pravičnejša davčna obremenitev, krepitev javnega zdravstva in ukinitev dodatnega dopolnilnega zavarovanja. Zahtevamo učinkovit socialni dialog v okviru ekonomsko-socialnega sveta. Najnižja osnovna plača naj bo enaka minimalni plači. Dostojne pokojnine za vse, popolno varstvo delavskih pravic, uveljavitev pravilnika o poklicnih boleznih, skrajšanje delovnega časa. Kapital premeteno in lažno ceni in promovira tako opevano individualnost, ker se zaveda, da smo le združeni močni. Pod istim soncem v istih časih.
Zato je Jacques Prévert napisal tole pesem. Pred vrati tovarne delavec na lepem zastane. Lepo jutro ga je povleklo za suknjo in ko se obrne in zagleda sonce, oblo in rdeče, ki se na svinčenem nebu smeje, mu po domače pomežikne. Ej, tovariš sonce, se ti ne zdi, da ni čisto pripravi, kdor tak dan podari lastniku in upravi? Tovarišice in tovariši, bolj kot kadarkoli smo v boju sami. Tisti hip, ko so vse politične stranke sprejele kapitalistično družbeno ureditev, so zgolj bolj ali manj prijazen podaljšek globalnega kapitala. Govoriti o socialni pravičnosti, ko ima le nekaj ljudi v svojih rokah večino svetovnega premoženja, je absurdno. Govorijo lahko zgolj in samo o miloščini, ki nam jo namenjajo. Boj proti globalnemu kapitalu je postal boj za preživetje naših potomcev. Pohlep kapitala je ustvaril ozonsko luknjo ter sprožil globalno segrevanje. Bogatenje peščice ni razvoj. Boj za zemljo in prihodnost človeštva je več kot boj za naše pravice. To je več kot politično vprašanje. Socialna pravičnost pomeni tudi okoljsko vzdržnost. Mi imamo vest in vizijo, ter smo sposobni misliti več kot le na lastno dobrobit in vidimo dlje kot do konca lastnega življenja. Mi smo odgovorni člani družbe. Naša moč je v enotnosti. Mi smo kovači novega sveta. Upor je temelj demokracije. Kajti tudi demokratično izvoljena oblast postane s samoumevnostjo vladanja zlahka avtoritarna. Biti političen ne pomeni biti strankarski. Pomeni biti odgovoren do lastne in skupne prihodnosti. Prav konformizem je smrt za demokracijo. Še mrtva riba lahko plava s tokom. Zato nabrusimo kose uma in znanja, družbeno odgovorne drže in samozavesti za vestjo lastne vrednosti.
Svoboda je kot nosečnost. Je ali pa je ni. Svoboda je brezsramno izrabljena beseda, ki največkrat govori o nesvobodi množic in svobodi privilegiranih, da brez čuta za skupnost in brez družbene odgovornosti uveljavljajo ekonomsko svobodo kot najvišjo vrednoto. To pa pomeni le to, da počno, kar se jim zahoče, in le to, kar jim prinaša osebno korist. Svoboda je, ko rečeš ne. Ne brezobzirnemu izkoriščanju, ne teptanju delavskih pravic. Svoboda ne more biti svoboda le enega. Ni svobode brez enakosti. Ni svobode brez solidarnosti. Zato, bratje, le k soncu, svobodi. Lep in vesel praznik vam želim. Srečno, tovarišice in tovariši! Živel 1. maj!